če bi ti mene imela rada, ne bi te smelo motiti. In ker te moti, me nimaš rada. Ali je konflikt v redu ali ni v redu? On ni takšen. On se tako obnaša. Ne se bati konflikta. Lepo te pozdravljam v podcastu Zadihaj, kjer se na preprost in razumljiv način pogovarjamo o duševnem zdravju. Moj gost je danes Milenko Kovačevič, psihoterapevt in strokovni vodja v ambulanti za duševno zdravje Pamina. Milenko ima dolgoletne izkušnje s psihoterapevtskim delom s posamezniki, pari in skupinami. V tej epizodi bova govorila o konfliktu. Izvedeli bomo, kako smo s konflikti v različnih odnosih, kako jih razumemo, kje in zakaj se zapletamo, zakaj se jim izogibamo, predvsem pa bova o konfliktu spregovorila na način, da bo to zate poučno in uporabno za življenje. Z Milenkom se bova tikala, ker se poznava že nekaj časa. In Milenko, predlagam, da začneva kar s temo in sicer z osnovami. Kaj je konflikt? Ja, konflikt, najbolj preprosto povedano, je, kadar se najmanj dve želji nasprotujeta, kadar sta se v spopadu. Kar pomeni, če si jaz nekaj želim, a ti to ne želiš, oziroma da si jaz nekaj želim, a ti želiš nekaj drugega. Konflikt je lahko tudi, kadar se neko najino mišljenje, neke najine predstave, prepričanja nasprotujejo, kadar se razlikujejo, ali pa neki interesi. Zdaj po mojih izkušnjah nekateri enačijo konflikt s kreganjem. Je to dvoje enako? Ne, nikakor. Obstoj konflikta je ena dimenzija oziroma en fenomen, se pravi, da smo mi dva v konfliktu, poskus reševanja konflikta pa je nekaj drugega. To sta dva različna sveta. Torej, mi dva sva lahko v konfliktu, pa da sploh ne pristopimo reševanju konflikta, ampak ga samo doživljamo kot konflikt. Tako da je to, kar si omenila, kreganje, je v bistvu samo eden izmed poskusov oziroma načinov reševanja konfliktov. Ne glede na to, ali je to uspešno ali pa neuspešno. Kako pa je z razliko med tem, da midva imava konflikt in da ga rešujeva? Lahko to razložiš? Da, recimo, če greva malo, če se malo poigrava, ne, vpraša me kaj jaz mislim o nečem. Recimo, Milenko, če obstaja ljubezen. Ne, ljubezen ne obstaja. Ziher, zagotovo? A si jo videla kje? A si jo kje srečala? A si se z njo pogovarjala? Si šla z njo na kavo? Pa nisem, ampak jaz vem, da obstaja. Ne, ljubezen je fenomen, abstraktni fenomen, ki v bistvu ne obstaja. Ampak obstajamo ljudje, ki ljubimo. Oziroma obstajamo ljudje, ki smo v neki vrsti odnosa in temu odnosu rečemo ljubezen oziroma odnos ljubezni. In izhaja iz glagola ljubiti. Kako? Ne strinjam se s tabo. Pa vidi se, da ne znaš dovolj o tej temi. Seveda. Ker če bi znala, ne bi govorila, da poznaš ljubezen, da ljubezen obstaja. Pa ti to zdaj zelo grobo z mano Pa seveda, na tak način. seveda. To je moj način. Ok, Milenko. Kaj se je zdaj zgodilo med nama? Okay. Se pravi, midva sva odigrala en zelo preprost in banalen dogodek. Se pravi, pogovarjali smo se o obstoju ljubezni. Se pravi, jaz verjamem, da ljubezen ne obstaja, a ti verjameš, da ljubezen obstaja. Da, jaz verjamem, da ne obstaja, ti da obstaja. In to je tipični konflikt mišljenja, se pravi nekih najnih predstav o nečem, o nekem fenomenu, v tem primeru ljubezen. Bilo katera ljubezen. In jaz skušam tebi tako suhoparno, teoretično dokazati z argumenti, da ljubezen obstaja, ti pa nisi ponudila nobenega argumenta. In jaz se tako grobo odrežem in ti polagoma šaltaš na to, da sem jaz grob, da jaz tebi nekaj delam. Skratka, malo si se oddaljila od konkretne teme, ali ljubezen obstaja ali pa ne, oziroma tega konflikta,
ampak si šla malce na osebno raven. Kar se pri razumevanju in doživljanju konfliktov nasploh med ljudmi pogosto dogaja. In kaj sledi iz tega? Se pravi, moj doživljaj, da me nimaš rad, da ta otroški doživljaj, da me nimaš rad, da me ne maraš. Lepo si to, fino si povedala, otroški doživljaj. Torej, kadar mi iz nekega konflikta, recimo konflikt želja, recimo jaz si želim, idi mi, Katja, zdaj po kavo. Pa zdaj se ne bi vstajala, ker snemamo. Pa jaz bi rad zdaj pil kavo. Tako si želim kavo. Res ne moreš zdaj dobiti kave, žal mi je, zdaj morava nadaljevati. Kaj si ti delaš norca iz mene ali kaj? Pa ne, Če si jaz želim, jaz sem tvoj gost in jaz bi rad imel kavo in prav je, da ti kot gostiteljica me počastiš s kavo. Pa ne, jaz ti samo povem, da zdaj ne moreš dobiti kave in da te prosim, da malo odložiš. Vidim, da se delaš norca iz mene. To ni fair, to se ne dela starejšemu človeku, kot sem jaz, ti pa mlajša gospa. To se ne dela. To nobeno spoštovanje ni. Ne pridem več sem. Kako je možno to? Evo, to je bil primer konflikta želja. Bravo. Torej, kaj se je zdaj zgodilo? Jaz sem si zaželel kavo, a ti si rekla, moj želji ne. Preprosto zato, ker mi dva nekaj zdaj delamo in ni zdaj čas za kavo. Jaz, mali Milenko, hočem kavo in tako dalje. In ti si rekla ne. To je tipična situacija, ko mi neko željo nekomu zavrnemo. Bilo katero željo. Lahko je to trenutna, lahko je dolgoročna, lahko je malo pomembna, lahko je zelo pomembna želja. Kadar mi zavrnemo željo nekoga, se pravi, to je tipični konflikt v originalu, tu in zdaj. Okay? In kaj se je zgodilo? Midva smo seveda to odigrala. Zgodilo se je to, da sem jaz iz tega, da si ti zavrnila mojo željo, razumel in doživel, da si ti zavrnila mene. Ne samo mojo željo po kavi, ampak tudi mene. Zato je mogoče tukaj mesto, da povemo, kaj je to. Torej, to, ko si povedala, otroška logika razumevanja želje je, da mali otroci, tam nekje že v vstopu v drugo leto starosti, niso sposobni, razvojno niso sposobni oziroma zmožni to pravilno razumeti. To pomeni, da otroci enačijo sebe in svojo željo. Okay? Kaj to pomeni? Da, recimo, če mama otroku da to, kar si otrok želi, otrok razume, da ga mama ima rada in tudi to doživlja in mu je to ok. Če pa mama reče ne, recimo 5 minut pred kosilom ne čokolada, ne lizika, otrok to, seveda po tej logiki, razume, mama je zavrnila mojo željo in mene, oziroma ker je to eno, otroku je to najbolj važno, da je mama zavrnila mene, v prevodu, mama me nima rada. In to je grozno, to je totalna drama, se pravi, to je ta scena zgodnjega otroštva, kadar otrok zelo dramatično in zelo katastrofično doživlja zavrnitev želje. Bilo katere, lahko je to čokoladica, lizika, lahko igrača. In otrok to doživlja, nima me rada in običajno nima me rada zato, ker jaz nisem vreden njene ljubezni. In otrok se potem, kot rečemo, repenči v jok pa na drevo, nezadovoljen, prizadet, užaljen, zavrnjen, neljubljen, prezrt ali pa sovražen, kar je za otroka v prevodu v eni besedi neljubljen. Zato otrokovo izsiljevanje, ki je tipično za vstop v drugo leto in dalje, ki izgleda kot to otroška trma, ljubovanje, ne, je v bistvu z namenom, da natera mamo, da ga spet ima rada tako, da mu da to, kar želi, kar pa enači samim seboj. In zato je to za mnoge starše, to obdobje je izjemno naporno, sploh za starše, ki ne vejo, ki niso vešči in ki tega pravilno ne razumejo, niso vešči in ne zmorejo otroku kvalitetno pomagati, da gre čez to razvojno obdobje uspešno, da to preraste. Tako da je mogoče dobro, da se tudi malo o tem pogovarjamo kasneje. Ampak da razumemo, to je se pravi ta otroška logika. Jaz enako želja. Jaz bi vseeno na tej točki nadaljevala pri, omenil si
preraščanje. Osnovna ideja je, torej, da konflikt prerastemo. Kaj to pomeni in kako nam lahko to uspe kot odraslim v odraslem svetu? Ker se mi zdi, da se večkrat srečujemo s čustvi, ki si jih prej naštel tudi kot odrasli, kadar doživljamo po otroško. Okay. V otroštvu je to, se pravi, odrasli ljudje, starševske figure, ata, mama, stari starši, učitelji, vzgojitelji, so ljudje, ki bi naj otroku pomagali, da to preraste. Seveda pod pogojem, da so starši oziroma roditelji, avtoritete, osvobojeni te otroške logike, da so dovolj zreli na tem področju in da znajo pravilno otroka voditi skozi to, da to preraste. V odraslosti, če pa to nismo prerasli, pa v odraslosti se lahko pomagamo z različnimi knjigami, delavnicami, psihoterapijo. Recimo, to je pogost problem v partnerskih odnosih. Zelo mnogo partnerjev se odloči za proces terapije, partnerske terapije, ravno zaradi tega, ker zaideta v krizo, ker opazita, da dolgoročno sta neuspešna pri poskusu reševanja različnih konfliktov. Eno vprašanje se mi poraja, zdaj, ko si razlagal idejo konflikta. To pomeni, da je konflikt v redu? Seveda. Konflikt je nekaj, kar je izjemno pomembno, koristno in zdravo v odnosih, medsebojnih odnosih. Kvečjemu preko konflikta se raste, razvija. Tako da je konflikt nekaj, kar je neizogibno, neizbežno v bilo katerem odnosu, medčloveškem odnosu. In med starši otroci in med odraslimi. Ne glede na to, kakšne so naše življenjske vloge, ki jih živimo. Govoril si že o partnerskih odnosih, pa tudi o odnosih nasploh. Zdaj, neredko v konfliktnih situacijah slišimo ali doživimo, da drug drugemu rečemo, nisi fer. Kaj je zares fer odnos, kadar gre v... Ja, sploh, ko gre za konflikt želja. Če ljudje živimo skupaj, pomeni, da mi v mnogih situacijah želimo in ne želimo. Se tako, kot želimo, lahko tudi ne želimo nekaj. In je nemogoče, da dva človeka, ko živita v nekem odnosu, delujeta v nekem odnosu, da zmoreta vedno v vseh situacijah enako želeti. To je nemogoče, to ne obstaja. To je ideal. In to preprosto ne obstaja, zato ker se pač ljudje razlikujejo sploh po tem, kaj je komu pomembno in koliko in zakaj. In brojne situacije v življenju so, v katerih mi različno želimo. In to je nujno. Okay? Tako da ni point v tem, da smo mi v konfliktu. Bolj je point v tem, kako pristopimo k reševanju. In fer odnos je v resnici to. Moje želje so važne. Ampak mnoge tvoje želje so meni važne. In če je tudi z tvoje strani tako, da so tvoje želje važne oziroma pomembne in tudi nekatere moje, potem je fer odnos, da jaz mnogokrat v nekih situacijah odstopam od svoje želje. Recimo, ti bi rada šla z mano svoji mami na nedeljsko juhico, restan krompir in svinjske rebrce in šolato, a jaz bi rad šel na tekmo. To je tipični konflikt. Dve želji in to je recimo ob 2 popoldan. Te dve želji se izključujeta, si nasprotujeta. Nemogoče je, da mi dva oba hkrati to, če se ne dogovorimo tako. In če jaz ne želim iti s tabo, tvoji mami na juho, ti lahko to razumeš kot zavrnitev želje, a pa zavrnitev tebe, odvisno, koliko si zrela. Ampak kljub temu, tudi če pravilno to razumeš, da je to zavrnitev želje in si zaradi tega nezadovoljna ali pa jezna, včasih besna, to, kar so normalna čustva v konfliktu, nujna, koristna, lahko to razumeš in doživiš kot nefer. Zakaj? Zato, ker si ti zadnjič šla z mano v kino gledati neki brezvezni film. Streljačina in ti se dolgo časa si mislila, kako lahko to gledaš. A meni je bil užitek. In ker si ti šla z mano, kljub temu, da si se frustrirala, ker si bila nezadovoljna, vidiš, ti si fer, skrbiš za neko mojo željo, ker je meni važno s tabo iti. To mi je pomembno. Zato jaz grem danes
tvoji mami na juho, čeprav je tvoja mama meni tu gor. Okay, razumem. Se pravi, gre za skrbeti za tvoje želje, tudi v situacijah, ko meni ta želja ni važna. Ko mi je v bistvu razlog za frustracijo. Okay? Okay. In če mi, odrasli, mislimo na to in delamo na tem, da skrbimo za neke želje svojega sočloveka, ne glede na to, kdo to je, in drugi do nas, potem taka dva lahko uspešno plujeta skozi življenje, skozi odnos. Seveda, ampak to govorimo samo o nekaterih željah. V nekatere želje ne pristanemo in ostanemo na svojem bregu. Kaj bo drugi s tem naredil, to je njegova stvar. Pa je treba vsakemu konfliktu priti do dna, ker se mi zdi, da včasih kar ne znamo odnehati. Ne. Seveda je tudi nemogoče rešiti vseh konfliktov. Zakaj? Zato, ker če je tebi nekaj zelo pomembno, ali imaš ti pravico do tega? Imaš. Če pa meni nekaj pomembno, jaz tudi imam pravico do tega, to je moj vrednostni sistem, moje želje, potem se jaz razlikujem od tebe. In to je včasih lahko zelo problematično, recimo, če je tebi neka želja zelo važna na tvoji lestvici vrednot, kot je recimo preseliti se v hišo. Jaz bi pa rad ostal v malem stanovanjcu. Kaj, če meni hiša brez veze? In midva lahko zaidemo v zelo močno krizo odnosa zaradi tega, zato ker je tebi izjemno to pomembno. In potem postavljaš na vago to zelo visoko vrednoto in najin odnos. In se lomiš okrog tega, ali bi ali ne bi. Ne? Tako da nekatere konflikte je dobro reševati, zato ker včasih je lahko ogrožen odnos. Se pravi, midva se lahko imamo zelo rada in se ceniva, ampak je lahko to razlog za, da se bi ta konflikt je lahko razlog za krizo odnosa, zato ker mi je to zelo važno. Tako da, ampak to na tvoje vprašanje, pa recimo 2/3 rešenih konfliktov, to je mega uspeh. Se pravi, dva, ki rešita nekje okrog 2/3 konfliktov, rešujeta skozi življenje, je to zelo uspešen par. Ostale pa tisto, tretjina pa ni toliko važno. Odstopimo od tega in gremo dalje. Ampak to pomeni sposobnost odraslega človeka, da se odpove nekim željam, nekim interesom. Vsega ne moreš imeti. Ta deviza. Zdaj to, kako smo s konfliktom pri sebi, se najbolj izrazito kaže v bližnjih odnosih, kot je partnerski. Okoli česa se običajno v partnerskih odnosih vrtimo v začaranem krogu? Bilo kateri del odnosa ali pa bilo kateri aspekt odnosa, partnerskega odnosa je lahko konflikten. Torej, predpostavka, dva živita skupaj in se imata rada. To je neki temelj, neko lepilo odnosa, vendar to ni dovolj. Mnogi pari se zelo mučijo, pari, ki se zares imajo radi, pa se mučijo okrog konflikta oziroma reševanja konflikta. Ampak to so lahko banalnosti. Recimo, če je ženi pomembno, da mož pospravi za sabo spodnjice, nogavice, hlače, zamazane teniske, krožnike, kozarec od piva, in on to ne dela, je to njej važno, ampak njemu pa ni. In to je lahko kronično. Se pravi, če on to ne upošteva, če bi ti mene imela rada, ne bi te smelo motiti. In ker te moti, me nimaš rada. Ali pa to, recimo tipična obramba partnerja, jaz sem takšen, jaz se ne morem spremeniti, jaz sem se tako rodil. Ne, ni res. On ni takšen, on se tako obnaša. Tako da je včasih kronični vzorec nekega para okrog neke reči, ki je navzven lahko videti banalen. Seveda, zakaj? Zato, ker nekateri ljudje nočejo spremeniti svojih vzorcev. Ali pa verjamejo, da jih ne zmorejo. To, kar sem malo prepovedal, jaz sem takšen. Zato je dobro misliti o tem, koliko energije in časa mene stane to, da ne delam to, kar mojega partnera moti. Oziroma, ali da delam to, kar moj partner želi. In to je spet spada v tisto fair odnos. Skrbeti za čustva drugega človeka.
Jaz bi rada nagovorila še odnose na delovnem mestu, ko gre za konflikt. Zdaj, nekako je to drugače vseeno, ker gre za en odnos hierarhije in nadrejenosti in podrejenosti. Kako pravilno razumeti vse to, kar si našteval, se pravi kritiko, željo, zahtevo nadrejenega? Mnogi ljudje ne znajo razlikovati ali pa ne zmorejo razlikovati odnose nadrejenosti, podrejenosti od odnosa superiornosti, inferiornosti. To sta dva popolnoma različna odnosa. Ljudje, ki to mešajo, imajo silne probleme. Pa jih imajo tudi v intimnih odnosih ali pa v poslovnih odnosih. Se pravi, v intimnih odnosih, sploh med dva odrasla, ni hierarhične lestvice. Tu ni, kdo je nadrejen, kdo je podrejen. Čeprav v stvarnem življenju ljudje to skušajo igrati, da je nekdo ata, nekdo dete, nekdo mama, nekdo dete, ne? In se grejo igre moči, različnih psiholoških iger, kar je seveda za odnose dolgoročno slabo. Sploh, če otroci v tem odraščajo. Vendar v drugih oblikah odnosov, kot je služba, kjer je nujna hierarhija, se pravi, da je nekdo nadrejen, kar v prevodu pomeni, da določa red, odreja red, nadred. Jaz določam, kaj ti moraš, kaj ne smeš, zato si plačan, pridi pravčasno, idi pravčasno, toliko in toliko moraš narediti, toliko kvalitetno in tako dalje. Se pravi, jaz sem nadrejen in zato to je moja vloga. Vendar na osebnem nivoju midva smo enakopravna, enakovredna kot človeka. Ti si človek, vendar si podrejen v odnosu z mano, zato ker ti jaz določam red. Ampak v zvezi s čem? V zvezi s poslom. Ne s tem, koga naj ti poročiš. Drugi je pa podrejen, se pravi, da izpolnjuje naloge in delo, ki mu je določeno, ukazano. In zdaj v poslovnih odnosih, ko gre za konflikt, je večinoma to, da recimo tisti, ki je podrejen, zavrnitev želje. Recimo, če delavec prosi za dopust ali pa prosti dan ali kaj takega, od recimo nadrejenega, zavrnitev želje lahko doživlja kot on je zgoraj, se pravi, on je superioren, on je več vreden, a jaz sem nič vreden, on mene ne ceni, jaz sem za njega niko in ništa, tu sem samo, da mu služim dar, ampak jaz sem za njega človek tak mali, ko mravlja. Taki ljudje seveda se mučijo. Zakaj? Zato, ker bojo doživljali doživljanje, da so prezrti, ponižani, da so sovraženi, da jih šef napada, da izvaja mobbing nad njimi. Ampak treba razlikovati to od stvarnega mobbinga. Se pri nekateri šefi res izvajajo mobbing, nekateri pa so korektni, ampak zahtevajo ali pa sankcionirajo obnašanje delavca na korekten način, se pravi na pravičen način. Kaj, če se nadrejeni nekaj odloči in jaz tega ne želim? Da. Zdaj je to, koliko je podrejeni, se pravi delavec, koliko je vešč povedati, kaj doživlja. Seveda, zato je tudi potrebno, da je na drugi strani šef, ki je dovolj zdrav na tem področju, ker če sem jaz tvoj šef in ti kritiziraš nekaj pri meni, recimo da sem ti zavrnil neko željo ali pa da sem ti zaukazal, da nekaj delaš, a ti to ne želiš in sva v konfliktu. Če je na drugi strani šef, ki razume po otroško, kdo si ti, da se ti jeziš na mene. Ti si dol, ti si manj vreden in ne moreš se ti tako do mene obnašati, ker jaz sem velik, več vreden. Taki šefi imajo probleme pravilno razumeti kritiko in doživeti in seveda iz nje odreagirati. Tako da jaz recimo, ko sem delal nekoč v službi, kjer sem imel odnose z nadrejenimi, jaz sem se znal zoperstaviti v tisti situaciji, ker sem mislil, da tisto, kar so naredili, ni bilo fair, ni bilo okej. In sem jim jasno dal vedeti, da se s tem ne strinjam in da sem zaradi tega nezadovoljen. Ampak druga je stvar, če so oni to upoštevali in naredili v skladu z mojo željo. To je čisto nekaj drugega. In kaj s tem naredimo potem? Ne? To je v življenju tisto, kako se borimo za svoje želje, za svoje interese, za tisti svoj prav,
za tisto, kar je nam pomembno. Vedno gre za pomembnost. Torej, če meni nekaj vredno in če je zelo vredno, potem se jaz skušam boriti, ampak na civiliziran način. Torej, da argumentiram, da vztrajam, da prepričujem in tako dalje, da se znam pogajati in tako dalje. Se pravi, da znamo uporabljati različne veščine izražanja našega nestrinja in naše želje v situaciji, ko drugi nam onemogočajo to željo. Na različne načine. Zdaj se malo vračam zopet k koreninam, k izvoru našega doživljanja konflikta. Zdaj, če sem jaz odraščala v družini, kjer smo se izogibali konfliktom in ni bilo primernega izražanja jeze, kako bom s konflikti v odraslem življenju v raznih odnosih? A je še kak drug scenarij, ki ga mogoče nisi omenil in ga lahko usvojimo in ga živimo potem v odraslosti? Odlično. Seveda vidim, kako krasno to vidiš, da je vse to, kar je povezano s konfliktom, pa ne samo s konfliktom, drugimi aspekti odnosov, je nekaj, kar smo mi preigravali pri našem odraščanju in ker smo vsi bili otroci, vsi smo šli skozi to, tudi to dimenzijo, ko smo opazovali in poslušali odrasle ljudi, kako so oni s konflikti. Ne? Seveda mi nismo razumeli takrat kot deca, da je to konflikt, ampak videli smo in slišali, kaj drug drugemu govorijo, kako to govorijo in kaj delajo drug drugemu. In kaj nam govorijo, ko smo se mi repenčili, ko smo bili deca, ko smo izsiljevali, trmarili in tako dalje. Skratka, tu imamo najbolj pogosti dve sceni v otroštvu. A to je odraščanje v družini, kjer so se odrasli trudili, da ne bi bili v konflikti. Mačke okrog vrele kaše. Samo, da se ne krijemo, samo, da je mir v hiši. Zaradi miru v hiši vse bomo požrli. In takšni ljudje, ko živijo skupaj, v bistvu kaj delajo? Trudijo se, da ugodijo drugemu. In če se mi dva, imamo isto logiko, ti se trudiš, da meni ugodiš, a jaz se trudim, da tebi ugodim. In mi dva se v bistvu trudimo, da se izognemo bilo kakvom konfliktu. In mi dva lahko živimo 70 let z roko v roki in idila, lepota Božja. A v resnici mi dva nismo zmožna nobenega konflikta. Ko pa pridemo ven, v odnose z drugimi ljudmi, potem pa, kaj se zgodi? In hitro se umikamo in v eno ugajamo skozi življenje. To je zdaj ena scena. Druga scena v otroštvu pa je, da smo odraščali recimo pri starši, ki so se pretirano, prepogosto in predivje in prepatološko recimo, pogojno rečeno, prepirali oziroma skušali reševati konflikte. Ker je bilo veliko čustvenega izsiljevanja, preziranja, poniževanja, sovraštva, fizičnega nasilja, psihičnega nasilja. Ko pa ni bilo konflikta, potem ta dva sta se imela zelo rada, sta se ljubčkala itd. In otrok, ki odrašča v taki družini, takim staršem, ima velike težave to dvoje pravilno zmiksati. Pravilno prežvečiti v tem smislu, da pravilno razume, ali je konflikt v redu ali ni v redu. In samo je zdaj odvisno od tega, kaj bolj prevladuje pri otroku in kaj se bo otrok odločil v tem smislu. Ko bom jaz velik, ko bom jaz imel ženo, ko bom imela moža, jaz bom vse naredila, da do tega ne pride. Jaz bom imela idealno družino, v kateri se bomo imeli radi, v kateri se bomo pazili, upoštevali in tako dalje. In ne do Bog, da bi se jezili ali pa besneli drug na drugega. Kaj šele to, kar vidim pri ati in mame, ker za otroka je to jeza, konflikt, a v resnici taki otroci kasneje verjamejo, da je konflikt enako kot prezir, ali pa konflikt enako kot sovraštvo. Zato se izogibajo konfliktu. Kar nevarno enačenje. Jep. Ampak druga varianta je pa, da to dete, ki odrašča v taki družini, posname isti vzorec, se poistoveti, recimo z agresorom, in isto ponavlja v svojem življenju. In gre v odnose z ljudmi, kjer so konflikti divi, nebrzdani, primitivni, nasilni, polni prezira in sovraštva. In to je običajno kaos v odnosu. Tako kot je bilo recimo v njegovem otroštvu. Ali pa to, recimo, mogoče še tretja različica je, da ko pa je otrok v svojem otroštvu
skušal izražiti neko svoje nestrinjanje, ko je začel misliti svojo glavo, ali pa ko ni želel isto, kot so želeli starši, bodi moj doktor, ali pa bodi, ne vem, balerina, ali pa ko ni hotel iti takoj pospravljati igrače, ali pa se učiti, ali pa ugasniti risanke in tako dalje, so starši zelo grobo in primitivno zatirali otroku neželjo ali pa željo in mu dali vedeti, da ne sme se boriti za svoje želje. Torej, da nima pravice do svojih želja, in taki otrok bo verjetno v odraslosti počel to, da si ne bo upal izraziti svojega mišljenja, svojih čustev, svojih želja, svojih neželja, svojih interesov in bo iskal takšne ljudi v življenju, s katerimi bo to živel, se pravi brez konflikta. In če bo naletel recimo na partnerja, kateremu je pa konflikt nekaj normalnega, nekaj, kar je čisto običajno, ki se ne bo izkregati, biti jezen, biti besen, bo taki človek zelo trpel, zato ker bo verjel, da to ni v redu. In tisti partner, ki to obvlada, bo sigurno trpel, ker bo mogel ogromno ledine preorati, da bo dosegel to, da se bo ta človek nekako dosegel to raven, da vidi, da je konflikt v partnerskem odnosu čisto ok. Včasih je recimo psihoterapija prava stvar, da to človek preraste, drugače pa taki odnos nima prihodnosti. Lepo si opisal, s kako različnimi nahrbtniki pridemo v odnose in da je res mojstrsko to nekako združiti včasih. Ne? In kdo pride prej v psihoterapijo od teh scenarijev, ki si jih naštel? Odlično, to je dobro. Običajno pridejo prej tisti ljudje, ki dušijo. Se pravi, nezadovoljstvo, jezo, bes. Zakaj? Zato, ker trpijo v sebi. Za njih je vedno nesprejemljivo biti agresiven, povedati to, kar si želi, kaj si ne želi, in se za to izboriti. To je ta agresivni del. In ko kronično trpijo, probajo si poiskati pomoč. Ker to dostikrat spremljajo, da so nespečni, da se težko skoncentrirajo, da težko delajo, da težko izražajo svoje želje. Skratka, trpijo v sebi. Tisti, ki pa so bolj, ko rečemo, divji, ki jim ni problem besneti, prezirati, sovražiti in kako bi rekel, izduvati svojo agresivnost, recimo pri nekih tako imenovanih osebnostnih motnjah, taki ljudje pridejo v terapijo zaradi drugih, ker so drugi kao problem. In nekaj časa se v bistvu ukvarjajo s tem, kako spremeniti svoje matere, očete, partnerje, partnerke, šefe, otroke. In potem čez nekaj časa mogoče jim se prižge kakšna lučka v smislu, pa mogoče pa jaz kaj narobe delam v odnosu. Se pa vseeno sliši odlično, ne? Tudi če pridejo z drugim razlogom na začetku, se mi zdi, da je ta pot in potovanje zelo važno za vsakega. In ta prižig te prve lučke je lahko praznik za takega človeka. Še eno vprašanje se mi poraja. Za konflikt sta nujno potrebni dve osebi? Ne. Midva sva do zdaj govorila o medčloveških konfliktih. In to je mnogokrat zelo kompleksen. Sploh takrat, kadar so v igri več želja, več interesov, več mišljenj, ki lahko zelo zakomplicirajo odnos, in recimo živeti kronično v konfliktu ni zdravo, ne za enega, ne za drugega, sploh pa recimo za celo družino ali pa recimo za neko delovno okolje. Sploh tam, kjer ljudje hitro zdrsnejo v peskovnik in ne rešujejo konfliktov pravilno in uspešno, in živeti ali pa delati v takem okolju seveda na dolgi rok ni zdravo, ne za telo, ne za dušo. Ampak, če se preseliva iz medčloveških konfliktov, človek je lahko tudi sam s sabo v konfliktu. In to dnevno. Kar je spet lahko zelo koristno, zdravo in nekaj, preko česa se raste. In kako lahko recimo
opredelimo to, naša duševnost, naša psihična zgradba ni nujno sestavljena iz enega kosa, strukturirana iz mnogih delov, mnogih struktur, ki se niso nujno usklajene. Tako kot mi dva smo lahko 3 dni usklajena, pa se nekaj zgodi in smo v konfliktu. Podobno je tudi z našimi intrapsihičnimi deli, ki si lahko različno želijo, različno mislijo, različno predstavljajo ali pa razumejo nek fenomen, bilo kateri fenomen. Okay. Recimo, rad bi šel na tekmo, rad bi se učil doma. To je tipični samokonflikt. Se pravi, samokonflikt. Kadar en del mene želi iti na tekmo, a drugi del mene se želi učiti. Oziroma, en del mene želi iti na tekmo, drugi del mene mora se učiti. Odvisno iz katerega dela nas. Se pravi, moj neki notranji starš, ata, povedz, uči se. Kaj bo s tebe, če se ne boš učil? A oni mali Milenko pa bi rad šel igrati nogomet ali pa na tekmo. Okay. Tako da, to je nekaj, kar se dogaja vsak dan. Vendar jaz sem zdaj povedal en konflikt, ki je taka za reševanje, ni ne vem koliko težaven. Včasih so konflikti izjemno trdovratni, ti samokonflikti, sploh če smo v konfliktu okrog nečesa, kar je nam visoko pomembno. Kot je recimo, ti bi se rada razvezala od svojega moža, pa ne upaš. Se pravi, en del tebe želi iti iz odnosa, a drugi del tebe si ne želi oziroma boji. In ta 2 dela se borita za prevlado v tvojem notranjem sistemu duševnosti. In če sta ta 2 dela približno enako močna po tej čustveni, psihični energiji izražanja, smo mi takrat v zastoju. Se pravi, ti si takrat v zastoju. Noben del ne more prevladati. To je podobno, če bi mi 2 zdaj vlekla vrv in smo enako močna, a spodaj je prepad, luknja. In ne ti, ne jaz ne moramo zmagati. Ne? In pri tem trošimo ogromno energije. In če taki konflikt traja dolgo, se pravi kronično, je to vrstni konflikt zelo nevaren za zdravje. Seveda grozi z dezorganizacijo sistema kot takega in to je lahko za ljudi izjemno mučno. Zato takrat ljudje pribegavajo različnim obrambam, s pomočjo katerih si skušajo zmanjšati trpljenje. Lahko nekaj našteješ, mogoče? Recimo, da zanikajo. Ali pa z neko obliko projekcije na zunanji svet, ali pa da se baviš z nečim, da se posvetiš recimo delu, skrbiš za male otroke ali za ostarele ali nekaj takega. S kakimi substancami, ne zlorabo? Tudi to. To je itak, ne. Skratka, gre za to, da človek poskuša se izogniti sesutju sistema. Recimo, imamo tudi kakšen konflikt, ko se odločamo med ali iti na steak ali pa iti na burger. Se pravi, oboje zaželeno in je pozitivno. In ne vem, kaj biti. Jaz s takim konfliktom rečem konflikti izobilja. To smo danes priča zelo pogosto, zato ker res živimo v izobilju, v coni udobja in ljudje smo naveličani različnih dobrin in se potem imamo problem, ker se težko odločamo med dobrim in dobrim. Če pa se odločamo med slabim in slabim, potem izbiramo po logiki manjšega zla. Milenko, midva sva proti koncu najinega pogovora, pa bi za zaključek in povzetek povprašala, kaj so tiste 3 najpomembnejše stvari, ki jih je dobro vedeti o konfliktu, kot neka vrsta osebne prve pomoči. Se pravi, jaz sem v ali medosebnem ali v osebnem konfliktu in me zanima, s čim si lahko pomagam, da mi bo vsaj malo lažje v takih situacijah. Prvo je to, kar sem že na začetku uvodoma povedal, konflikt je v redu. Ne se bati konflikta. Konflikt ne grize. Konflikt ne uničuje odnosa, ampak gradi. In tudi nas same konflikt omogoča rast, razvoj.
Če pa opazimo, da imamo težave ali pri razumevanju ali doživljanju ali pa pri poskusu reševanja konfliktov, potem je fajn vedeti, da se to lahko nauči, lahko se zgradi. Zato jaz, ko delam z ljudmi, dostikrat jim tam ponudim, recimo, a želite eno mini šolo o konfliktu? O ja. In potem se pogovarjamo o tem, da jim povem te osnovne reči, osnovne definicije, skozi primere seveda, in potem to, da človek odkrije lastno logiko. Veš, ker če se ti greš zdaj učiti veščin izražanja in reševanja konfliktov, pa da ti jaz rečem, ti si lahko besna, lahko se dereš od 1 do 10, 13 pa ponam. Če hočeš doseči neko pri meni, neko svojo željo, jaz ne bom razumel, da ti mene mrziš, ali pa da me preziraš, ampak da ti je tisto zelo važno. Lahko ti pa rečem, zmanjšaj malo, ker me uši bolijo. Razumem. Ne? Torej, lahko se to naučimo postopoma. Prvo pravilno razumemo, kaj je originalni konflikt tu in zdaj, potem da spoznamo, katero logiko, kateri je moj nahrbtnik, tako si lepo povedala. Kaj je v mojem nahrbtniku, katere zablode v zvezi s konfliktom jaz živim. In jih skozi izkušnje utrjujem kot armirani beton. Ko to ugotovim, potem je šele možnost, da se odločam, da to postopoma spreminjam, tako da si upam iti v konflikt, da vidim, da če si ti zavrnila neko mojo željo, da nisi zavrnila mene, ti ostaješ z mano, me imaš rada, ampak si rekla, ne, dragi moj, to pa ne. In zadnje, da lahko vadimo in treniramo veščine, s pomočjo katerih lahko poskušamo doseči to, kar nam je važno, kar si želimo ali pa ne želimo. Postaviti meje, zahteve, prošnje, pričakovanja. Na poligonu življenja. Je, točno to. Vadbil. To je, vadimo, treniramo kot metanje žoge za trojko. In vržeš 100-krat svulaš, 101 zadeneš. Ok. Bi še kaj dodal? Ne vem, mogoče to, da recimo, ko gre za ta osebni, intrapsihični, tako imenovani konflikt, to je zelo kompleksno in je veliko, to je en zelo velik svet, notranji, pri katerem je veliko oblik, različnih oblik, sploh konfliktov, ki so v našem nezavednem, ki se pogosto kažejo skozi naše sanje, ko jih analiziramo, točno vidimo, kako smo mi sami sabo v odnosu do naših nekih aktualnih želja, ki si jih ne dovolimo doživljati in izražati. In potem naše sanje povejo v zamotani simboliki, kje smo s tem. Ampak če pa ne znamo čitati naše in si razlagati naše sanje, potem smo lahko ujeti v notranjih konfliktih, ki se odražajo na zelo različne načine, navzven, tudi skozi simptome, kot so recimo neke fobije ali pa neke obsesije. Zato je to področje notranjega konflikta izjemno kompleksno, zamotano in včasih potreba veliko veščine, da se ga identificira, da se ga ugotovi, sploh pa razreši. Ker noter je, veš, ko je en del mene v konfliktu z drugim delom mene, ta dva dela zastopata vsak svojo logiko, vsaka svoja prepričanja, ki si popolnoma izključujeta. In ta dva dela se sploh ne poznata med sabo, sploh se ne pogovarjata, ampak sta globoko v nezavednem in igrata vsak svojo zgodbo. A mi to živimo v neke oblike trpljenja. Tako da boče bi bilo dobro, da bi se enkrat samo o tem pogovarjali, da bi malo ljudje videli in probali prižgati kako lučko, da vidijo, kako je to lahko osvobajajoče. Sploh, če ugotovimo nek notranji konflikt, ki se pa kaže tudi v odnosih v obliki tako imenovanih psiholoških iger, ki so nezavedne, v katerih oboji trpimo vedno. In včasih so te igre izjemno destruktivne. Igre, ki v bistvu bolje rezultirajo s koncem odnosa, kot pa bogatenjem odnosa.
Tudi psihološke igre so tema, o kateri bi lahko še govorila in To da. morda rečemo kakšno na to Ja, temo. to je izjemno prihodnje. področje, ker sploh recimo psihologija laganja, manipulativne igre in to, je to zelo, zelo znanje in veščine z tega področja so lahko ljudem zelo v korist v odnosih. Ne samo v intimnih, ampak tudi v poslovnih odnosih. Milenko, najlepša hvala. Meni je bil pogovor s teboj zelo prijeten, koristen in verjamem, da tudi našim gledalcem in poslušalcem. Hvala za lepa. povabilo, hvala tebi. Podcast Zadihaj ustvarjamo z namenom, da vzameš od tega kaj koristnega zase. Upam, da je bilo danes tega kar največ in te vabim, da se nam pridružiš v naslednji epizodi.